Zrak je mešanica plinov, ki vdajajo zemljo. Brez njega ni življenja niti ognja. V zraku je največ dušika, kisika, argona, ogljikovega dioksida in ostalih plinov. Zrak je prisoten povsod, le v vesolju ga ni. Tam je prostor brezzračen, temu pravimo vakuum. Zrak lahko črpamo s črpalkami in stisnjenega shranimo v zračnicah koles, žogah, balonih in podobno. Zrak lahko podobno kot tekočina upravlja z premikanjem stvari. Zračne zavore, vrata na avtobusih in vlakih se odpirajo na zrak. S potiskom zraka po ceveh in batih prenašamo silo zraka iz enega na drug konec. Bi si kdaj mislili, da zrak lahko dvigne knjigo? Prostor, ki nas obdaja, je napolnjen z zrakom. Predmeti, ki padajo, se gibljajo skozi zrak. Čim večja je ploskev predmeta, v našem primeru padalo, več zraka se upira. Zračni upor izkoriščajo jadralci, zmajarji in padalci. Poglejte našega pogumnega padalca, pristal je brez poškodb. Ko potegnemo bat v brizgi navzgor, se zrak pod lijakom močno razredči. Zunanji zrak je gostejši in težji, zato pritiska na lijak in ploščo tako, da se sprimeta. Ko potisnemo bat nazaj, se tlaka izenačita in plošča se spet loči. Ta pojav uporabljamo za pritrjevanje kljukic, navigacijskih naprav na steklo v našem avtu. S podobnimi pripomočki lahko prenašamo tudi veliko težke kose predmetov. Okna, keramične ploščice. Zanimivo je to, da na podoben način delujejo tudi lovke pri hobotnici in glavonožci. Stisnjen zrak v balonu nosi ogromno energije. Ko odpremo ventil, prične iz balona uhajati zrak. Sila uhajajočega zraka odriva voziček v nasprotno smer. Na tak odrivni način delujejo rakete. Tudi vozila na raketni pogon dosegajo največje hitrosti. Če nafte in elektroenergetske korporacije ne bi bile tako požrešne, bi se morda lahko vozili na zrak. Ko odpremo ventil balona, prične iz njega uhajati zrak. Pod ploščo nastane zračna blazina z gostejšim zrakom, ki povzroči lebdenje na podoben način. Delujejo različna vozila. Vetrna energija v Sloveniji je premalo izkoriščena. Številna društva in interesi kapitalnih veljakov ne omogočajo delovanje vetrnih elektrarn, ki so dosti častejše oblike pridobivanja energije kot termoelektrarna ali nuklearka. Zanimivo, da jih je v sosednji Avstriji na tisoče, morda pa oni nimajo ptic. Torej veter, ki nastane zaradi premikanja hladnega in toplega zraka, lahko izkoriščamo za potisk tudi veter. Ljudje počnejo to že leta. Mlini na veter, jadrnice, ponekod tudi vetrne elektrarne.